Ja, štartali smo z idejo, predstavitvijo ideje na Kickstarterju. Skupaj s prijatelji smo se usedli dol, napisali scenarij, posneli video, objavili na ameriški platformi Kickstarter. V bistvu je bil tako zelo zabaven projekt, zelo super zabaven video ratu. Potem so že vsi poznali zaradi tega videa in zaradi te objave. Saj denarja nismo zbrali, samo pol na koncu to sploh ni bilo važno. Mislim, da že samo ime podjetja pove, kaj delamo. Proizvajamo pivo, med drugim tudi brezalkoholne tonike. Smo bili med prvimi malimi pivovarji, smo prav v bistvu orali ledino. Sicer so bili že pred nami, ampak mogoče se niso zastavili poti tako, kot sva si jo mi dva. Dva sva pač hotela, da vsi pijejo to pivo, ne samo naši prijatelji, tako da sva tudi na tak način nastopila, dizajn sva pripravila. Tu se je pol pokazalo tudi, da smo od prvega dneva imeli vse profile, fotke, ni da ni, povsod smo bili naenkrat in smo se tam promovirali. Tako da je bilo kar zabavno in pol tudi odmevno posledično. Tako da smo v bistvu z eno kopico brezplačnih orodij dosegli neko prepoznavnost. Pač je taka rutina, no. Vstanemo zjutraj ob 6, pol se odpravimo v službo, delamo, gremo na kosilo okrog 12:30, ne. Po kosilu se zelo težko odpravimo še nekaj malega dodelati in ob 3 smo že pa fraj, tako da gremo pol malo ven, na zrak in to je to. Šlo bi rekli, da sem vodja proizvodnje, se pravi od varjenja, polnjenja do samega usklajevanja, nabave surovin, embalaž, tako naprej. Planiranja nekih novih piv, to vse praktično koordiniram, no, tako. Ja, jaz sem pa v bistvu različna področja pokrivala. Zdaj, to sezono sem se osredotočila na prodajo, tako da to je zdaj trenutno glavna stvar, s katero se ukvarjam, pobiram naročila, kličem stranke vsak dan, preverjam, če je vse v redu. In pa tudi seveda bolj zabaven del je pa ta marketing, se pravi organiziramo fotografiranje, objave, vse to, kar lahko vi vidite pol na spletnih omrežjih. To je pa to. Ja, no, etikete in vse, kar je vizualnega, pripravim jaz. Pol so pa pač še tiste podjetniške stvari. No, tako, za sproti je, pol se najde še dodatne stvari. Trenutno je največja ovira korona, pogoji, pod katerimi pač morajo gostinci sprejemati goste. Drugače pa izzivi v pivovarstvu so zmeraj, no. Pivo je živa stvar, kvas fermentira in vsakič je malo drugačne. S tem se spopadamo. Kako narediti zmeraj isto pivo, ja? To ja. Ja, odvisno, ne. Zelo lepo je, ko te ljudje pohvalijo, ko opazijo tvoj trud, ko dobiš kakšno nagrado za svoje delo, za svoje izdelke. Si lahko ponosen sam nase, ne. Zmeraj sem hotel biti arhitekt. No, zdaj namesto stavb delam pivo. Treba precej znanja in še zmeraj malo tega umetnosti, malo vmes, pač, ker je živa stvar, no. Jaz sem pač bila na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in na srednji šoli za likovno umetnost in pol na koncu se ukvarjam z oblikovanjem, sam ne v taki meri in obliki, kakor sem se pred pivovarno. Tudi Matej je naredil letnik arhitekture, tako da ja, dejansko pojma nisva imela, da bova končala v pivovarstvu. Čeprav moram reči, da vse znanje od vseh točk v življenju zmeraj pride prav, tudi zdaj. Srednjo gimnazijo, tu bi šel verjetno skoraj zagotovo in pol naprej bi pa videl. Ja, v bistvu
jaz se tudi ne vidim nekjer drugje, jaz sem se imela full fajn na faksi. In v srednji šoli, mislim, v meni je bila vsaka šola super. Sva pa oba pol tudi opravila poklic pivovar, pivovarka, MPK, se pravi nacionalno poklicno kvalifikacijo, ampak to je tako bilo bolj za potrditev stvari. Ne misli, da mora biti stvar popolna, da bo dobra. Ja, res, ne se sekirati, Ne se sekirati. ne se bati ničesar. Dajte probati, čim večkrat probati, Vse čim se da več stvari. popraviti. Ja, jutri je nov dan, sploh ni panike.